Opravimo formalnosti, pa rečemo, da je cariniku, vidimo se. O, Isuse Bože. Jaz se že malo veselim, da bom po ene pismo 6-7 letih spet obiskal Hungaroring. Hungaro. Zdaj smo dobili prepustnice za parkirišče, za medije. Kaj je to? Da ga piše? To so za zihar zmotili. Na ulici Prvakov. Izvrnaz. Toro Rosso. Lejht rdeče. Težko pa skaderiji, ker malo se ima. Feltne, stari, le to. Ej, Jure, eno za domov? Naša grupa gre v bokse, garaže in vse podobne zadeve in valjda ne smem posneti niti ene reči. Mislim, kje pa verjetno lahko, večino pa ne. All of this ready, basically. Evo vam že prvo zanimivo zgodbico, ne? Prav možakar, mi imamo ful srečo, ker se naša dva voznika ful dobro razumeta, ne? Tudi na kosilo gresta kdaj skupaj. Pol prebije, ne tako kot pri Mercedesu, ker so skuseni fajti med prvima voznikoma in pa se dela tako je po prikolcah stene, da se ne vidita pa tako naprej. Zašta, stari. Kar se pa razporeditve pa logistike tiče, ne? V spodnjem nastropju večino prostora zavzamejo gume. Inženirji imajo pa svoj prostor v prvem štuku. Stari, pa kakšni podatki dežujejo? A ti veš, koliko časa traja, da F1 ekipa, kot recimo Renault, razvije od nule pa do končnega izdelka sprednje krilce? Pa mi tako, kaj pa sem še teden? Pa gre prav ne, odkar mi ugotovimo, kjera stvar bi boš delovalo v smislu aerodinamike, pa do takrat, ko zadevo nataknemo na avto, traja 16 tednov. Nač, zdaj pa v garažo. Adijo. Vsem lahko kakšen kader naredim, ne vem točno, kaj ta dva možakarja dela. What are you guys doing here? IT-ovca, kaj pa drugega. Zdaj smo v prostoru, kjer Renault shranjuje svoje gume in seveda je na vsaki točno napisano, na kjer del avtomobila gre, ne? Front left. Jasno je pa valjda tudi, da se mora vzdrževati stalna temperatura. Aha, 60 stopinj Celzija, vidiš, za vse štiri. Vizavi gum pa ne vem, če lahko posnamem mogoče sam na hitro. Veš kaj je to? Poden dirkalnika. Lahko kaj 100 mater, sam če se ga dotaknemo, en sam za rokce pa jo pa ven odpeljal. Vidiš, to je držna guma, tako kot pri Batmobilu, to je pa intermediate. V tem trenutku pa jaz pa Jure prek telih walkie-talkie oziroma radijskih povezav poslušava komunikacijo med inženirjem pa dirkačem oziroma testnim voznikom. Vse to vidiš, kaj vse se dogaja. Samo telemetrijo enega dirkača oziroma enega bolida v vsakem trenutku spremlja 5 ljudi na 5 delovnih postajah. Za en avto. Enega dirkača. Zdaj sem pa v pit laneu in edina stvar, v katerem lahko snemam, je tista, ni varianta, da se obrnem proti garaži, zato ker se veste, ne? Za rokco pa ven. Mater, vola je fajn! Evo ga, zdaj bomo pa Renault malo zapeljal! Kubica fani so tudi tukaj. Drugače so pa večinoma mladi dirkači iz nižjih serij, ki so danes tukaj, da se malo kalijo v bolidih Formule 1. Ekipa jih pa izkorišča za to, da se v primeru Renaulta v tem trenutku preizkuša predvsem aerodinamika. Ista zgodba. Dvigant, suh let na bremze, pa nazaj noter. Vidiš to veliko gužvo? A veš, kdo je zadnji? Robert Kubica. Misliš, da ga ujamem za en selfie? Misliš, da bi se hotel slikati? A njegovo zgodbo poznate? On je bil dirkač, ki je bil v izrednem vzponu, kar se svoje forme tiče in tudi na splošno uspehov v Formuli 1. Potem je pa na reliju doživel eno tako dosti grozljivo nesrečo, v kateri mu je raztrgal desno roko in v bistvu je imel srečo, da je sploh preživel. Mislim, da tista ograja, ki je preletela skozi avto, ne, bi še lahko mimogrede tudi čez torso, ne sam čez roko. Velik dan za Roberta, za šport in za medicino. Pa še en tak dost mind-blowing fact. A vidiš ta tovornjak? Ogromna zadeva, ne? Koliko misliš, da jih Renault prepelje na vsako evropsko dirko? 3, 4, 7? Jure, koliko? 15. 15. Zdaj se gremo popeljati s kombijem po cesti, ki v bistvu spremlja stezo. V bistvu je to servisna pot. Vidiš, koliko vidimo? Ampak je pa fajn, ker slišimo veliko stvari glede same zgodovine proge, pa glede dogodkov v posameznih ovinkih, mimo katerih se peljemo, tako da zanimivo. Fastest lap time at the qualifying was 1:16.2. Porsche Super Cup did 1:46. Megane RS or something like that, we can do a lap time of 2:15.
Glej, tole so pa tudi heroji. Cel dan na 38 stopinjah v kombinezonu, pa čeladi. Pa že nismo kot kuhani raki, pa smo v kratkih majicah. Si predstavljaš pa to? Električen Humvee, to je pa tudi nekaj bolj posebnega danes, a? Pa kako lepo hladna. Evo, tukaj so pa vsi tipi gum, ki so na voljo za F1 dirkalnike. Zato veš, da so po farbah razdeljene, da veš, kje so kjere. Hard, medium, soft, super soft, ultra soft, intermediate, pa tam mokre. Ok, povej mi eno stvar, ki te je najbolj impresionirala. Ko enkrat vidiš to v živo, uigranost teh ekip, En šrap ni po tleh padel. Gedorca tudi ne. ne reče se zastonj, da je kraljica motošporta, kakorkoli vzameš. Mira, zdaj so pa v mestu, ne, pa predlagam, da malo tožiš telefon, pa daš mučki gor, pa občuduješ to lepo arhitekturo. Zgornja nastropja so... Da ti si res modelci, ne? Mejni prehod Hrvaška-Mađarska. Upravimo formalnosti pa reče model cariniku, vidimo se. Da, drug tem. Jaz sem učil, da se malo na uradne osebe ti pamiš. 10 let v poslu. Reportažo v tankerih smo delali. Si bo zato rekel, vidimo se. Ker do prve pumpe 38 km mimo, pa za 20 km benzina. Evo, Siri. Koliko klima vzame? Veliko deci, ki ga raba. A vidite, zato so poti s Cirilom vedno zabavni. Vse vam bo v enem drugem vlogu povedal, kako je pa včeraj navigacijo nastavil. Ne bom. No, tako na knap. Ne vem, če sploh Bravo, Ciril, čestitam. Zadnja stvar, ki jo za začer rabim, je to, da Jure napada sršene. Jure, bod previden, no, ker te so napadalni, no. Ja, zdaj sem že meša, vidiš. Pa zmetlo, lega.